Domačin Jurij Marusik je sicer pedagog, učitelj fizike in tehnike, vedno bolj pa ga prepoznavamo kot igralca, lutkarja in seveda kot pesnika in pisatelja. Skratka, aprila letos je po 3 knjigah kratkih zgodb in pravljicah, po 8 zbirkah pesmi in še krajših hajkujih izšlo še daljše delo. Prvi roman z naslovom Mreža. Podobno kot pri poeziji izhaja tudi pri romanu prvenstveno iz sebe. Glavni junak je v bistvu on sam, oziroma tak, kot bi si želel biti in tam, kjer si želi biti. Ni naključje, da je na torkovem literarnem večeru v knjižnici Medvode, ki je bilo namenjeno predstavitvi prvega romana Jurija Marusiga, pogovor z njim vodil literarni ustvarjalec Vlado Kostevc, kandidat za župana občine Žužemberk na lokalnih volitvah, letošnji dobitnik najvišjega priznanja Turistične zveze Slovenije in organizator številnih tudi mednarodnih prireditev. To je bil prvi tovrstni klepet, zato ker z Jurijem smo prijatelji že vrsto let in tako nas druži fakulteta, na to pa še posebno njegovo ustvarjanje umetniško, njegova prva pesniška zbirka Morje je bila predstavljena v Žužemberskem gradu davnega leta 1996, to je bil prvi sploh kulturni literarni večer na našem gradu, takrat še v Ruševinah, in takrat Jurij vedno vsako leto zaključuje te poletne grajske prireditve na Žužemberskem gradu, kakorkoli za svojo poezijo, sedaj pa tudi prozo in seveda s njegovim prvencem, romanom Mreža. Celotnega romana sam še ni prebral. To me še čaka, normalno, prebral sem uvodnik, pa seveda zadnjo stran, to pa recenzije, pa kaj menijo ostali o njegovem romanu. Zato me pa še čaka, dobro, zdaj je bil ta dinamični meseci, so bili dinamično dogajanje pred novim letom, ampak zdaj bo čas, da se malo umirimo in da zopet preberemo kakšno delo in prvo je na vrsti seveda Mreža. Celotne knjige še ni prebrala niti Sara Bukovšek, ki je skupaj z mlajšo sestro Kajo, obe sta letošnji mladi up Medvod, za tokratno priložnost iz nje ponovno prebirala posamezne odlomke. Kdo se odloči, kateri odlomek prebereš in zakaj ravno tisti odlomek? Nekaj pač zbiramo si sami, kakor se ti zaželi. Prebereš pa to, kar hočeš, to, kar se ti zdi, da je postane napet, da pa ljudje je zanimiv, da začnejo brati roman. V celoti si rekla, še nisi, ampak kako potem prideš do tega, da to bom prebrala? Malo pobrskam po straneh, pa tiste strani, ki še nisem prebrala, v bistvu pa preberem na predstavitvi. Sklepam, da bo to predstavitev že bilo, da bom v bistvu skoraj celo knjigo na sami predstavitvi prebrala. Domačin Jurij Marusik je sicer učitelj fizike in tehnike, zadnje čase se je posvečal predvsem inkluzivni pedagogiki, delu z otroki s posebnimi potrebami. Vedno bolj pa ga prepoznavamo kot igralca in lutkarja, člana KUD-a Jarem in seveda kot pesnika in pisatelja. V svojem 25-letnem literarnem ustvarjanju je izdal 8 pesniških zbirk in 3 pravljice oziroma zbirke pravljic. Po kratkih zgodbah, po pesmih in še krajših hajkujih je letos aprila pri založbi Primus izšlo še njegovo najdaljše delo doslej, prvi roman z naslovom Mreža. Založnika mu je kljub dvomu uspelo najti v rekordnem času in v prvem poskusu. Gre za roman, za katerega Marusik pravi, da je bil napisan že pred 20 leti. Ja, pred 20 leti sem nekaj začel pisati to stvar, ampak potem sem spravil v predal, se pravim, in je nekako zorevo, no, toliko časa, ne. In dobil zdaj povsem drugo obliko. Odločilen je bil čas korone, kot pravi Marusik, čas brezčasja, ko je roman, razpršen po različnih datotekah, tudi na pobudo domačih preuredil poglavje za poglavjem in ga prebiral prek spleta, kjer je dobil tudi prve odzive. Sedaj, ko pogledate nazaj, kaj vam je ta dialog prinesel? Ja, to, kar sem oddajal v živo, to so bili zanimivi komentarji, pa nekako vidiš, katera populacija je takrat poslušala. Bili so zelo različni, moram reči pa, da so bile tudi skupine, recimo starejših gospe, ki so debatirale potem,
kaj se bo dogajalo naprej, ker vedno sem zaključil zgodbo vsak dan na tak način, da so se potem ljudje spraševali, kaj se bo zgodilo v naslednjem dnevu. Gre za zgodbo ribiške družine v Piranu od 50 let prejšnjega stoletja pa vse do danes. Podobno kot pri poeziji izhaja tudi pri 13. knjižnem delu, pri romanu, prvenstveno iz sebe. Berem različne odlomke, tudi odvisno od razpoloženja. Danes ste take, da smo točno vedeli, kdo. Kam to gre? Tako, če ste pisali že pred 20 leti, odkot ste seveda izčrpali vedno iz sebe. Glavni junak je v bistvu sem jaz, ampak v drugem času, nekje drugje, v drugem prostoru, v bistvu mogoče moje neko življenje, ki bi si ga želel po eni strani, in pa to, kar doživljam, samo mogoče drug pogled skozi morje. Marusik v morju vidi več kot večina nas. Ja, morje zame vse, morje zame življenje, morje zame vera, Bog. Vse to, mislim, z morjem sva v veliki navezi, prijatelja, bi lahko rekel. Ni naključje, da prva pesniška zbirka nosi naslov Morje in prvi roman Mreža. Pesnikovanje ali pisateljevanje? Odvisno od razpoloženja. Če se nekaj časa ukvarjam z romanom, mi potem zelo paše kakšno kratko pesem napisati, pa kakšen haiku jet in obratno. Tako da nekako drugi roman je v nastajanju. Glavni lik prihodnjega romana bo duhovnik, prizorišče pa, ki je drugje kot ob morju. Prav zavoljo tega so Jarmovci pred kratkim v rojstni hiši Jakoba Aljaža gostili Zorka Bajca, župnika v Piranu. Gre za mesečne pogovore z zanimivimi gosti. V mesecu decembru so tako gostili ljubiteljsko igralko, domačinko Zlato Trampuš, v januarju pa se obeta prav tako zanimiv pogovor s pesnico in pisateljico Barbaro Pešut, Magnifikovo ženo.